Želel bi spregovoriti o kvaliteti zakonov, predvsem o kvaliteti zakonov, ki jih sprejema sedajna vlada. Namreč vse pogosteje se pojavlja v zakonih dikcija pri posameznih členih in sicer z naslednjim, razen če v drugem zakonu ni drugače določeno. S tem niti občani, niti podjetja oziroma pravne osebe nimajo točnega pogleda, kaj pravzaprav je s tem mišljeno, kajti, če bi hoteli to pregledati, bi morali celo prijado teh zakonov pregledati, da bi videli, kateri člen določenega drugega zakona vpliva na ta zakon, ki ga obravnavamo. Iz tega vidika je to za pravnike zlata jama, kajti razne te pravne večje ustanove oziroma pisarne lahko služijo masne denarce na ta račun, da iščejo luknje v zakonu in s tem izničajo osnovni zakon. Dobro bi bilo, predvsem pa iz vidika občanov in pravnih oseb, da bi se dogovorili oziroma mogoče celo uzakonili, da je taka dikcija, razen če ni v drugem zakonu drugače določeno, da se bi glasila, razen če v tem in tem odstavku tega člena, tega in tega zakona uradni list ta in ta, iz dne tega in tega drugače oziroma ne določa drugače oziroma ne definira drugače tele materije, o kateri ta člen govori. Zakaj o tem govorim? Zaradi tega, ker s področja prostora, ki ga naša komisija obravnava, je ravno to tisto, kar daje nedorečenost vsem postopkom. Prostor je izredno zahtevna, multidisciplinarna postavka tako v zakonodaji, kot v njegovi uporabi. In če pravzaprav se pojavljajo take dikcije, da napeljuješ na druge člene, potem je lahko uporaba teh zakonov zelo problematična, kajti nihče ne ve dokončno, ali bi naprimer lahko speljal gradbeni postopek oziroma pridobil gradbeno dovoljenje, ali bo občina lahko dobila pozitivno mnenje na te prostorske akte in tako naprej. Hkrati pa se pojavlja v zakonodaji manko, in sicer v zakonu o upravnem postopku, in sicer načelo enakosti postopkov. To načelo bi bilo potrebno v ta zakon v upravnem postopku vnesti, kar pomeni, da če je upravni organ v predhodni postopku odločil in odločil določeno, bi moralo veljati za enake postopke, za enake predmete, za enake objekte, še za vse nadaljne objekte. Ker tega določila v ZUP-u ni kot subsidiarnega zakona, potem se dogaja, in to nas občani opozarjajo, to, da upravni organ pri nekomu določa tako, enostavno spusti postopek po enostavni poti, izda odločbo, da čim pri drugemu, ki mu ni mogoče iz raznih vzrokov prijeten, pa zadevo zavlačuje, s tem, da neprestano izmišlja nove in nove soglasja, mnenja in tako naprej. To je tisto, kar bi moral biti osnova za začetek urejanja zakonov z področja prostora.